Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja bo pa ena oddaja, ki sem si jo jaz zamislil medtem, ko si se ti sprehajal po Ameriki. Okay. Pa če se dobro spominjaš, ne vem kako si spremljal, konec junija, začetek avgusta so bile v Franciji, v Parizu. So bile olimpijske igre? Tako je. Okay. In takrat sem jaz dobil idejo, da so nekateri športi, ki so nekoč bili del olimpijskih iger, zdaj pa niso več. Okay, tako da zdaj greva čez te ene par teh športov čez in bomo pregledali. Odlično. Zanima, kaj smo včasih. Ja. V čem smo tekmovali? Mislim, jih je ogromen, jaz sem ogromen, res ogromen je teh športov, ki jih ni, ampak je dosti takih neznanih, tako da sem dal ene par teh bolj znanih. Okay. Tako da, bejzbol pa softball, a ne? To je v bistvu, te dva športa sta bila na olimpijskih igrah od leta 1992 do 2008, pa so jih pa izključili. Ja. Se sploh ne spomnim, da bejzbol igran v olimpijskih. Ja, tako da zanimiv. Zakaj je razlog? Drugač softball je bil, dele v Tokiu 2020 je bil samo softball, ampak za naprej ni zagotovljeno, da bo to še, mislim, lahko da bo, ampak iz kakšnega razloga ti ne znam povedati, so to dal ven. Ampak, ja, včasih je bilo, ampak zanimivo mi je, da je šele 92, ker bejzbol je bil v bistvu v Ameriki ful popularen. Mogoče glih zato, ker je sam nekje popularen. Ja. Sej isto sem gledal recimo z ameriškim nogometom, a ne? Je bil tudi na olimpijskih? Je bil, mislim, da če sem prav gledal v 1900 pa 1900, ne vem, 20, takrat, ko je bilo v Los Angelesu, ki so bile, dvakrat, ki je bilo v Ameriki, je bil tudi ameriški fuzbol. Je mogel biti, da se lahko pohvalijo. Že ko imajo svetovno prvenstvo, ne? Ko oni igrajo. Ja, se to pa edini, a ne? Isto v košarki, a ne, ko imaš svetovno prvenstvo. World Champions, no NBA, to je bilo ono, ki unen Američan rekel. Ja, v čem? Če so sami Američani. Je pa dobro, sam še kle omenil za košarko, da je, mislim, da je več evropskih klubov premagal ameriške, ali pa mogoče ne, no. Ampak zelo neki skupni točki smo. Tako da ja, bi mogli narediti eno svetovno prvenstvo, res tako en turnir, mogoče, kakor je v fuzbalu recimo, ne. Tako. En turnir za en vikend, ki se iz vseh celin naj prvaki zberajo in pol se dejansko svetovnega prvaka. Tudi v košarki mogoče lahko naredili. Tako je. Samo oni pravijo, da v košarki, da itak vsi najboljši igralci igrajo v NBA-ju, zato so oni. Ja, vem, ampak Ampak mislim, da je par let nazaj, da je Hamburg iz Nemčije, da je, ne vem, Los Angeles premagal. Ja, Lakers, pa oni niti v Euroligi niso. Ja, sam tukaj spet veš tisto. Koliko so si zares vzeli tisto tekmo, a ne? Je bi ga? Ja, tako je. Profesionalci. Ja, tako je. Pardon, nadaljujemo z olimpijskimi igrami. Tako malo smo zašla, ampak ja. Naslednjo sem dal pač rugby. Rugby je v bistvu bil v 1900 do 1924, a ne? To je pač neka podobna varianta k ameriški fuzbal. Sem nek bral, da je rugby za dece. Ameriške nimajo nobene opreme, ne? Tako. Ja, dosti podoben je pač ameriškemu fuzbalu, ampak ja, je bil dalj časa. Kam nekam roke, jaz včasih gledam te video, skozi imam tako neki nepotrebne stvari. Ja, to imaš takrat, ko imam jaz oddajo, ko jo imaš ti, nimaš tega problema, ker takrat imam jaz ta problem. Ja, res je. Težave, ki jih še lepo pogruntaš. Prosti, rugby. Ja, rugby je bil pač večkrat kot ameriški fuzbal, je bil od 1900 do 1924, pa
2016 so ga vrnili z 7 igralci, pač to jaz ne poznam točno pravil, ampak to ni bil isti format kot original in ni bilo jim pač nekaj všeč. Tako da 2016. Ja. Wow, okay. Tako da, ja. To. Ja. Naslednja zadeva, kriket. Kriket je bil v bistvu samo enkrat, isto leta 1900 je bil, se je špilo, pa nikoli več. Samo en let je bil. Tako da... Takrat so se še malo videli, to so druge olimpijske, ne? Tako je, ja. Tako je, kao da je šel ven kriket iz tega, zaradi tega, ker je bil preveč zapleten, pa trajal je preveč časa. In pol kao niso iz tega razloga ga več dali. Naslednja zanimiva, ki mi je bila, ki je bil tudi v bistvu samo dvakrat, pa spet 2016 so ga dali, je bil golf. Golfa tudi ni, a ne, ki bi se tako... Ki bi rekel, ja, golf je, ampak ni ga. Je bil isto 1900 pa 1904, pa spet so ga 2016. Kaj je razlog, da ne vem, 100 let počakajo, pa rečem, kaj pa če bi dele golf, da? Iz katerega razloga? Ne vem, ki so bile 2016 olimpijske? 2016 so bile, jaz sem si to sam napisal, čakaj, dajmo hiter. 2016, Rio de Janeiro. Ja, valjda. Ja. Ok. Mogoče so tam v Braziliji dobri golfisti, so rekel, da ima. Ja, pa mogoče so rekli, da v Braziliji je bilo zelo malo kot olimpijske, moramo vse športe dejansko noter, Ja, da v neki z tega. Ja. Naslednjo je pa ritmično plavanje, sinhrono plavanje za enega. Je dejansko obstajalo. Za enega? Za enega. Sinhrono, načeloma vsaj 2 morate biti. Ja, jaz bi tudi tako rekel, ja. Tako da to je bilo, pač je bilo do 84. Pa od 84. naprej pa niso več za enega. Zato sem si pa prav pogledal, kako to zgleda. A to na musko zgleda. Ja, ampak vseh teh plavalnih je itak toliko teh športov, da je itak je že dost. Naslednja zadeva, ki je bila pa vlečenje vrvi. To je bilo dejansko je bilo to. To pa še zdaj gledam. To je bilo dolg nazaj. Od 1900 do 1920 je bilo to na vseh, pol so pa nehali, čeprav ne vejo, zakaj so to umaknili, ker je bilo ful popularno. To vlečenje je bilo še zdaj? Ja. Dobili taktike pa. Ja, ki je zgledal Squid Games. Mogoče bi na tak način tudi. Ja, ampak to bi jaz isto rekel, ker sem to bral, sem rekel, ja, to je bilo zihar ful dolg nazaj, ker včasih se mi zdi, da je bilo to ful popularno, zdaj pa ne vem, če je še ta vlečenja. Sploh imajo še v šoli to, mi smo imeli to. Ne vem, bom videl. Naslednja zadeva, keglanje. Keglanje je dejansko bilo isto leta 1900 v Parizu. So imeli turnir v keglanju in tako. Nekaj res ni bilo športov še toliko, da so najbrž vse te pol dodajali. Ja, tako da ja, keglanje je zanimivo, da je bilo nekoč, ki bi rekel, da keglanje res ne bi rekel, da je kdaj bilo olimpijski šport, pa je bil 1900, tako da. Pojem naslednjo še eno plavanje imamo, z oviram. Z oviram. To je bilo tudi samo enkrat in isto v Parizu leta 1900. Tako da... To bi tudi rad videl, kako zgleda. To bi jaz tudi rekel. A misliš tako pod vodo? Ja. Pa tako skoči česa, pa ki ta zgleda. Ne vem, nisem si pogledal, ampak bi je bila taka zelo zanimiva in sem rekel, to moram vključiti noter. Bom probal najdati nek video, če bo kje na netu, kako to zgleda. In še zadnja zadeva, ki sem jo najdel, pač polo.
Polo je bil pa tudi od 1900, 1908, 1920, 24 pa 36. Zaradi prevelikih stroškov in logističnih zahtev so ga kasneje umaknili. Se pravi, zadnjič je bil 36. leta. V Nemčiji, ne? Ja, to pa veš, dobro. Ja. Ja, tako. V Berlinu, ja. Ampak zaradi logističnih težav, pa niso konov mogli premakniti. Ne vem, kakšnih logističnih. Kakšni stroški so danes napram tistem, ki so bili čas, ne? Ja, zanimivo. Isto je bilo težko včasih, še težje, ker ni bilo tako digitalno. Ja, razumem, je bilo. Ja. Vem en fun fact, ki je bilo, se pravi, te moderne 1896 je bila prva, ne? Ja. Ki je bilo toliko neznano, ne? Ja. Da so marsikšni v Grčiji, mislim, ja, da so bile ta prve, so bile od tega, ja. Da je bilo zelo malo tekmovalcev in da je marsikšen turist, ki je bil glih tam, recimo z Amerika, pa da se je vključil in bil, ne vem, reprezentant, ne vem, ali pa tekmoval v nečemu, ne, glih, ki je bil glih tam. Tako da, ja, so kakšne take hecne zgodbe. Zanimivo. Ja, saj takrat je bilo, da po moje to bolj tako, glih tok, da dajmo nekaj narediti, pa so naredili. Ja. Mislim, da sem bral jaz tudi, da logotip za te prve olimpijske igre, ki je bil, da je tako en dan pred začetkom olimpijskih iger so rekli, da rabijo nekaj in je naredil tisti njihov logotip. Pa je tako zelo enostavno, ampak najboljši, pa najbolj prepoznan po moje. Ja, še zmer. tako. Da. Ne, prav logotip od maskoto. Maskoto, ki je bila. Kako je bilo takrat? Mislim, da je bil kar nekaj bilo, ne vem, sem bral že ful dolgo nazaj. Jaz bi rekel Zeus. Ja, pa ni bil. Ja. Ni bil, nek tak, ker jaz imam ga v glavi, sam ne znam ti razložiti, kaj bi to bilo, ampak tak dosti strašen bi izgledal, če se prav spomnim, da je bilo to. Tako da ja, tak. Šel vsemo strašno. Ja, tako. Imaš kakšno pametno misel še za konec? Nekaj še vprašanje sem še hotel dati. Kjer je bil pa, ki si rekel, dosti je bilo teh športov, ki jih nisem navedel. Kjer je bil pa tak najbolj bizaren? Bizaren? Mislim, dosti teh neznanih. To so neki uni, ki lovijo, ne vem, iz žogco in vrže, pa ulovi v eno tako podolgovato zadevo. Pa tako. Športi, ki jih ni več sploh. Ja, sploh ne vem kako. Pa ene par, pa drugače. Dosti je pa takih športov, ki sem gledal, ki pa hočejo, da bi bili, ne vem, pikado, hočejo, da bi bil, pač ni, ja ne, pa ne vem, šah hočejo, pa ni, a ne, pač, pa ne, a ne. Je neka meja, čeprav sam jo ne znam potegniti med olimpijskimi športi pa neolimpijskimi športi. Čeprav ja se mogoče bi si kakšno zaslužil, če ne vem, kriket na tej strani, mogoče tudi, dobro. No, se kriketa ni več. No ja, če bi že bil, mogoče bi lahko probal neki na novega. Lahko bi vsak olimpijske igre en šport, totalno, ki ga nikoli ni bilo, da bi ga dodali, ampak pa ne bi ga bilo naslednje let, pa če ne drug šport bi ga zamenjal. Vsak let bi bil eden, ta bi bila res dobra. Povlečenje vrvivi nazaj. Ja, to bi po moje bilo ful dobro. Zagledati, tako, pač da bi dal tam Američane, Ruse. Moje zaradi ponosa. Ja, si zato, veš, kako ima res moč potrebna, pa je to taktika, ampak vse en. Ja, lepo daje, sem se naučil kaj novega, kakšna pametna misel, nimam neki jaz. Ti si bolj tak. Ne, pa si imel zadnje oddaje, ker ti zelo dobre pametne misli. Vem, ampak bi rekel, pač, če se kar pove. Šport je šport, vse bi mogli biti na olimpijskih. Vse, pa cel let ima, da traja. Tako, s to pametno mislijo, ampak ne toliko pametno. Zaključujemo današnjo oddajo, hvala za ogled. Ja, da se vidimo, ne. Lep petek, pa se vidimo. Se zagledamo, živja. Tako.